Potem sem bil 19. avgusta 31. leta. Bila je nas otrok rojenih 15. 11 jih je nas preživeli, 4 samo jih ni umrli. Bila je nas, pa smo imeli, ata je bil Bohnar ali pa Kolar, on je delal kmetom vozove, rodje delal, vse to je delal, ni bila revšna, imeli smo 2 krav, kojna, 2 prašiče, bi se lahko preživeli. Sam bila sta pa mama za to, da se navadimo delati pa živeti. Pa vsi smo služili. Kaj je bil tukaj, imeli smo samo eno sestro, tista ni šla nič služiti. Drugače pa vsi, kaj je bil star 8-9 let, je šel tle k Koširi ovce pasti. Pa kako je bil ponosen, tudi jaz. Jaz sem 9 let bil star, počitnice so se začele, pa pride ata od tlekje domov, prav, jutri se pa naštimali, bo šel v Koširi ovce pasti. Drug dan mi mama naštima nekaj obleke, ata pride, prav, 5, Boge, ne odgovarjaj se, pa delaj, kar bo kakšno kazal. To je bila napotnica. Sam 2krat sem takrat prespal doma. Pa kako sem bil ponosen, na hlev spat, to je bil fajn, se ni bil treba umivati, si sam šel, pa še zavalovke v sen, pa si spal. Zjutraj je ob 4:30 vstati, ovce nad, to je bila. Vi ste bili rojeni v Gručnah? Tam, ja, na Dolgih njivah. Na Dolgih njivah? Ja. In ste pa hodili sem k staremu atu, v bistvu? Ja, k staremu atu sem šel služiti, pa tle bil in tu naš sam jokelj ni, tle pa vsi. Bil tle prišel ovce past, ki je po 4 priredil, je bil hlapč. Ko si je odredil, je pa naprej šel. In ste v tem času kaj v službo, v šolo hodili? Seveda, v šolo, normalno. Tle niso nič branili v šola. Tisto je bila huda stvar. Da pol 8 sem pasul, pol je prišel eden naprej past, jaz naprav, pa sem jo pobral, pa sem šel v šolo. Laufal skozi, sem prišel kje. Jaz sem začel hoditi v šolo 37 leta. Pa do začetka vojne redno. V šola so bili učitelji, učiteljice, pol je prišla vojska, pa na pol leta ni nič. Pol se je pa začela nemška šola. Jaz sem hodil v nemška šola kar 2 leta. Jaz nisem v nemška nič. A? Jaz nisem v nemška nič hodila. Ja, ko si bil mlaj. Seveda. Hodil 2 leta v nemška šola, pol je pa tisti nemški učitelj šel, sta pa 2 učiteljici z Ljubljane pribegali gor, ki niste upali v Ljubljani biti, ker so jih začeli take, ki so bili nasprotni, so jih začeli tisti terenci zasledovati, pa tudi pobližek veliko. Pol so prišli 2 učiteljice na Levstik Ivanka, je bila fejst učiteljica, tista je za ta večji razrede, pa na Franska, tista pa ne vem, kako se je pisala, pa tam manj razrede. Smo pa hodili, šola se imeli zasedena Nemci, med drugim smo pa tam na garaže hodili. V garaže bil zrihtan. Se še tista stavba stojili tako tam. Smo pa hodili. Pol 2 let smo hodili,
se spomnim 45. leta, maje, smo prišli v šolo, pa ni bilo učiteljic. Pa gremo, ko dol, kad je stanovala, dol so jali pep, grije Ana prašet, tih ta je sekova Jurka, pa je prišla nazaj, na bo več šole idela, učiteljica je šla. Čez noč je šla, pol je pa bila na Koroškem, tudi. No, pol je pa bila, spričevala pa nismo dobili ne od nemške šole, že pridati ta zadnje ne od nemške šole, ne pol od te, ko smo pol hodili. Pol je pa bil, enkrat pa dobim papir, da moram jeti v šolah še tjošt na preverjanje znanje. Tu je bila Marija. Meni se zdi, se je pol v Hrlji poročila, kaj želijo izdelati. Prva huda pa pa se je res strašno trpila. No, pol je pa tisto, pa 10 je nas prišli. Sem bil jaz, smo šli v Brnat, 2 Rekarsk, Marjanca, pa Jelka, pa Dolarsk Ciril, pa meni se je bil Dolarsk Toni, pa ta pa v mene. Pol pa mi napiše na tabla račun, poštevonka je bila takrat. Ne vem, kako imate zdaj s tistim drugačem. Imate či drugač ta matematika. Takrat je bila poštevonka. Važen, jaz sem pa doma, ko sem se ta drug učil, pa sem se učil, in sem znal, da s tu poštevonka, ko tače naš moždi. Vse. Pa mi napiše z vsake desetke nekaj računa na tabla. Pravi, zdaj pa tu reš. Jaz tu vzamem krejla, rešil. Me sem gleda baba. Pravi, zdaj pa tole pa telen spis naredi. Jaz sem tudi tako glad napisal, pol pa pravi, zdaj pa zgodovina. Pa sam napiše na tabla, kdo je bil Napoleon. Jaz sem pa lih prijet, je pa tih stric bil tam na Goriškem, tle tist Koširjev, ki je bil duhovnik, je pa sam pošiljal Goriška Mahorjeva družba. Je pa bila knjiga Napoleon. Jaz sem pa tista knjiga, ko sem šel v Cepasu, pa sem je podrekel, tistem nesel v majna, sem cela prebral. Pa tukaj me je zanimal, tam me pa baba kar gleda. Ja, vedi pa na table napiš. Jaz pa napišem Napoleon Bonaparte se je rodil tega pa tega, bil je tu pa tu, tega pa tega leta je postal revolucionar, pa tukaj je delal, pa kada je čez Slovenijo šel, baba kar malo Litinsk. Pa je bil čist prav, pol pa še nekaj drugih stvari, prav vsi. Na zadnjem je pa napisala, po preverjanju ima dovolj znanja, se lahko piše na vsaka srednja šola ali pa poklicna. V šola ni treba več hoditi, to je bila moja šola. Pa sem naredil lesen klub. Mi je veliko pomagal. Sam sem ga pa tam, ko sem bil doma, sem ga kaj podhljiv, skrev, zmerem, enkrat pridem, ga ni bilo. Išem, grem ta prašet, a sem ti bicikl skrev. Nič ni vedel, pa grem domov, pa je bil sosed gor, zalaznik, oče te tinke, ki da okurivaš. Je dejal, zdaj boš pa peš hodil, ki nimaš bicikla. Ja, v kje, pa me je povedal, v lani je umrl tist, ki ga mi je odnesel prstovko. Naredil sem ga po manj, čuješ kaj je, s tistim pa sklamfa lup naredil za kolesa, pa mi je ratal tukaj, sem se fajn vozil.
Zdaj imam tazga hornakaš. Sem ga naredil za maketa. Koliko vas, tu ste prav 15 vas je bilo v družini, kateri po vrst ste pa bili? Jaz sem bil, a sem bil tam, kako že vem, 7 sem bil. Kdaj se je prvi rodil, katerega leta približno? Prvi otrok v družini, kdaj se je rodil? 23. 23. Tista je umrla, pol je bil brat Albin, tisti je preživel, tisti je bil v Nemci zaprli, je bil v taborišču, je prišel domov, je umrl, 20 let star. Pol je bil Janko, tisti je bil, je dobil poziv, on je bil 26-letnik, je dobil poziv za nemška vojska. Tisto mu pa ni pasal, pa je pobrisal čez meje, pol se je pomalo skrival, da dokolen cajt, tam pa Šuštari v Podlipi bil, so se tam fantam nekoliko spoznali, pa so bili pri Dombrancih, pa Šentjož. Pol je pa eden, se sem videl, pa da je na njim kot je pa poviral, pa so ga pomoviziral, pol je pa bil Dombranc, pred pri Šentjož, pa je prišel v Sudoh, po vojski šel na Korošk, a tam pa sledu ne več za njim. No, pol je bil Jokl. Jokl je pred služil tam pri Lesi, pri Kožuh. Pol je prišel domov, je bil, on je 27-letnik, so ga mobilizirali Domobranci, je bil pri Domobrancah v Suhndol. Pol je šel na Korošk, je prišel takrat nazaj v Škofjo Loka, v Škofjo Lok je v Šentvid, Šentvida pa kot mladoletnik domov. Jih je pa še 8 Šentvida gor, naročili so njem na Kamarš ceste po čist. Pa gre, pridejte dol od Škofje Loke gor, Bodule, ta prvi most čez Sorake. Je pa bil eden od tam, pa prav, dajte z menoj, bo dala mama, mu dala za jest, odpočili se bote. Sta bila dva zlučen, Kovkarjev pa Lužarjev. Une dva stojala, ne, stojala dol, so naročili po čest, na Kamarš ceste. Pa sta šla naprej. Te so pa šli kje. Pa res, tam pa ni drvih se posirili, pa res mama dala nem šakna šajčka mleka, pa kos kruha, pa še enega v popir zavila, za popot. Tam je pa star oče sedel, tam pa da nam jabolkam. Pa prav, fantje, pejte po ta drug stran vode, po čistih hloveje. Pa so šli nobenega sveča, en par žensk. Prav, kad je prišli v hotovle, pejte čez Kremenk. Ne čez Vinharje, v Vinharjah je bil ta glavni gnezd. In prišel srečen domov. Se je šel javiti, v Lučnah je bila že milica, ta prvo ga je vprašal, kod si šel. Jav, pa ta drug stran vode od Škofje Loke, ki je bil tu uroče. Pa je bil, malo zafrkal, je prišel domov. No, že danes, še danes je pa 91 let bil že star. Za Joklem pa kdo po vrst? Jože je pa šel takrat tle s Koširjem, ko je nam pelel na Korošk. Pol je prišel z Koroškega domov, tisti se je pa tudi dobro znajdel. Je gor hodil delat kmetom, kamorkoli, pol je pa
Goran Tišlerji prišel, se je pa čit naredil, učna pogodba. Je pa 3 mesece se učil, pa mu je napisal učne dobe 3 mesece. On pa nas brisan, je pa še nič zraven napisal 3 leta, pa ne. Pa se je prišel domov, je pa ta prvi Glavovškar iz Okle, da bi šel delati kot pomožen, da bo na mašinah pomagal, pa to, pa vodil. Pa če sem pol leta pride gor, prav, jaz bom iz Okle prijavil za izpit, jaz sem mu grije bolje kot pomočnikam. Pa je šel 3 tedne dopusta vzel, pa je naredil teorije pa praksa. 3 tedne se učil, pa je Tišler bil. Pa je pa še majsterskih pislihtov naredil. No, pol je bil, ko sem bil jaz sem pa 9 let sta prišel tle, sem bil 5 let postir. Pa niti enkrat nisem želel, da bi šel domov. Tle je bil čist dober, za jesti je bil dost, za obleč tudi, kakor za takrat domač sem bil, no, kot bi bil doma. Tu je res, da so bili stari starši. 45 leta sem bil med 13-14 letom, so 3 moški šli od hiše, domoganci. Sem pa ratal tamočnej mož par hiš, jaz njemu skozi namen, da sem šel učit, pa sam sem se z majstrom v Lučnah zmenil, tam kot so ure delali, parkovač. Ideal bom jaz tu povedal, kadar bo, pa boš prišel. Pa ni bil nič, pa te vprašam, a ti Jurka je povedal. Ideal, nič se ne všel učiti, ti boš tle. Fertik. Takrat je bil drugačke danes, takrat se nisi smel, pa mogel priti. Pa sem bil tle, noben mi ni nakoli omenil, da bom tle ostal kot naslednik, delati pa mogel kot budala. Tu je bil hodil. Pa rad sem delal. Pol gotov. 49 leta je hlil zgoril, je čit name padli, čit da vse sem mogel skrbeti, za material, za delavce, čit, nis njemu nobene mladosti. Šel. No, smo hlil naredili, 51 leta vojska. Je bila še ta stara mama živa. Je tam v Štiblic spala, jaz sem šel ob 2 ponoči z doma, rekel, kje se posloviti, me je porjela za roka, me je 1 pol ure držala. Prav, obljubim, da boš prišel nazaj, mene ne bo več, bom že tako naredila, da bo tvoje, ko boš prišel. To je bila ta prva beseda, ki sem je slišal, a ne. Gotov, pa je stres, šel k vojakom, takrat smo šli skupinsk, 14 šli nas krat. So bili takle Puletov France, Vlautar, Verbcev Miha, Brnkov Tone, Štantov Janko ni šel, ki je bil kot študent. Pa tega na Planini je bil eden, pa kaj so bil še vse kateri. Vendar Janez Ljubljanski pa šel z nam, pa je mu ena taka rjava kuverta seboj, je pa je mu karakteristike.
dobil si pa takrat številka, a si še tudi številka doživel. No, takrat si bil ne človek, številka. Broj ta in ta, neka se javi pred kancelarije, so vpili, ko smo čakali v Ljubljani, na železnič, ne, dol na Rošk. En teden so nas zvonili tekist. Gotovo. Pa smo pa bili tle številke imeli, sam Mršonov hlapci bil Gradiška. Samo njemu ta številka kot jest. So šla v kop dol, gotovo. Pa en oficir, pa dva vojaka sta bila. Pa smo jih sprašvali, kam bomo šli? Kam? Pa pravi, če boš dobil nič hrane, boš šel do Zagreba, če boš dobil pol hlebca, boš šel naprej od Zagreba, pa kukar več. Ampak zaupiješ, broj ta je ta, neka dihne suha hrana. To, pa smo šli kaj proti satu delili, 3 hlebce kruha, pa 3 konjsk salam. Je. Pa poviš, aj Kamila, v petk ob enih smo šli na vlak, na Žvinske vogone. Karle pršuke, Žvinske vogone, ajde gor, pršuke, tisto včer v vodu sedel. Ne pa nam, ampak tam v vsem vogonu, kot za ljudi. Na glavnih železniških postajah prije, vogon odklene, če je bila komu kakšna potreba, da smo šli kaj potrav, pa naenkrat posod pa voda pili, da smo not zaprt kot žvina. V ponedeljek ob enih smo prišli na mest. 3 noči smo spali v vagonah. Na kufar se usedel, pa so nas noter nabili. Pol pridemo po dol, Bor, tu je Zajčer, pa še Zajčer je naprej. Tu je dol, pa Romunsk mej skoraj. Pol pa konc, nas tere cel teden tiste karantine, veš, so nas odbirali za kam, pa kaj, pol pa jaz pridem v Jedinice, pa je bil on kapetan tam, nam tak. Pa kukar me je srečal, jav Košir na Jebovši. Je pa sem jav, pa kaj si naredil, češ da vidiš je jav. Zmeraj je bil enak tisto. Gotov, jaz sem bil navajen tle delati, to je bil največ. Zjutraj vstajali ob 5. Jaz sem bil tle navajen, kodor je ta zadnji prišel v Jedinic, mislim, zjutraj, ki je bil vstajene, ven, tiste je bil tist dan redar. 3 sta bili non-stop. Je bil tle z Glavovce, je bil kamaničar, vsak si spomne. No, tisti je bil eden tistih. Pol jih je pa enkrat premlatil. Vse. Podel je čist. Pridemo zvečer, je bil on dežurn, sikni jav, če nam bo vse v redu. Jav, pa še Slovenci bil, z Bleda, z Radovljice je bil Rojc Joštan, kapetan, Devi. Z nemške vojske je zdezertiral, pa je šel v partizane. Tiste smo se najbolj bali. Pol pride, smo pa imeli plaščo obešene, pa kar takole lep. Pa je kamaničarjev dol padel, k njemu tistega petlina. Gotov, pa vse kufrar zmetal, pa vzbuna, pa vzame stvar, pa je začel kamaničarje tučiti.
Madonna bohljal, čist, pa skoč. Je začel, smo leteli, pozimka ven tukaj snega, bosi, v gatah, v snih, pa konc. Čist je podavljal. Jaz sem šel, snijal je Franc, daj na mir, snijal kabo, mož šijal, pa mu žvesti. Tukaj sem skočil skozi okno kot pes. No, pol pa po tistem, kad pride, je pa eden bil šmartnega, še dan se živ, po 60 lečeva, fejt človek, zaprt je bil prid. Pol je pa na zasluženje prišel. On je 28-letnik. Pa prav, pride enkrat en oficir, ki je pred zborom, pa prav, ima nekaj, da zna latinica, cirilica. Ta vzigne roka, eden tam zad stoji, ja, je djal, ja sem savez komunista. Se viš, ko je savez komunista? Ajde, djal, peč me noji. Drug dan ga nazaj pržene. Ki je Slovenc, ki zna latinica, cirilica. Pa gre. Pa je pa šel učet na pisarna, je vodil. Enkrat me pokliče prav, pejt noter ti jim pokazal, boš videl sploh, koga si. Pa grem. Pa imam takle list, tam tukaj velik. Prav, jaz tisto berem, pa vidim. Skrajno nasproten novim družbenim ureditvam. Reakcionar, pa če sem že pozabil vsega, koga je bil napisan. Mene se imel, ta hiša se imel strašno slab zapisana. Gotov, ko dol na tisti Krajevni ljudski odbor, ni drug šel kot jaz, ker ni tevne tudi ne. To je bila lih tam pisarna, ki ti je zdaj podrt. Evo še spomnim, kadar se perjem kot izkoz, na Ljubljanci. Tam je bila pisarna, pred cest, tiste dva okna, z konca. A to je bil Krajevni ljudski odbor Butajnova? Ja. In se mu je rekel? Krajevni ljudski klub Butajnova se dali. Tle so pobrali obupne, žvina, žit, kar je bilo, sem jeskat hodil. Pride s kojnem, tamle zaplut prveže kojna, žakljena rama, v kaše, vse žit pobrali, pa sad nosili. Ne da je pohodu povedal, tudi če pohodu kaj djal, je bil že narobe. Katerega leta je bilo to, se kaj spomnite? To je bilo od 46. do 49. leta. Smo imeli tle, so dobili, jaz sem bil takrat, je bila še mata stara gospodara. Dobili poziv za žit, za obvezno oddaje. 750 kg pšenice, a viš koliko je to? To je 70 mernkov. Takrat 25 mernkov, 25 kg je mernik bil. To so bile te kmečke vire. No, 700 kg mesa, ne žive teže. 100 kg putra ali pa 75 kg masla. Vse, kar smo imeli, smo naložili na voz, pa je speljem na Ljubljanca. Peljem ko dol, prav Lujza pa Rudil. Dal bo te, če nam bo te dal, bo preiskava za plemba premoženja, 2 let pa pol zapora. Eden od članov. Vidiš, to je čist res, gotov. Pa snijal, če ni, ne moramo dati, pa je.
6 mernkov pšenice, je bil tam en svinak, tam, kot ta miza stoji. Smo pa spravili gor na tisti svinak, ona skrina, in dejala mati, da ima sej za bošč pa za velika noč bi. Evo, pa sem je vrata spodaj gor, da bi lahko po jutri nosil, pa nismo upali, kaj tam je Johan hodil križem. Videl. No, za velika noč, za bošč pravi, pej odkopati, da me dali v manj. Grem, sami miši, dreki, sami čisto. Nije bil tu zaževalne. Tako, vidiš. Pol, takrat po tistem so dali parjava, prav, da bo te danes doma preiskavalo. Jasno. Pet v hiše pa gospodarjem pove. Ti kar povedal, greme jih naprej, že gresta po poti. Miličnik pa en možakar. Pa pove, prav, po nalogu krajevnega ljudskega odbora so prišla narediti preiskava, ker niste oddali obveznega odkupa. Snjal noč so gospodarji. Pa gre, sta bili dve det, pa mati. Gresta not, pa jih tu povi, prav mati. Pejte, poište, kar boste dobili, pa vzamite. Ja je dal eden družinskih članov, mora biti navzoč. Prav je dober, pa me ne pokaže. Pa gremo. Vse pregledate, prav fant, čit pa pravic pove, a je ali ni. Ja, kako bo snjal? Jaz moram furat, nam moramo njim obdelati, pa tudi seme na njemu ima, da mogli vsjati. Prav, pet krompir pokazati. Grem krompir pokazati, ne vem, a je bil takrat tisto, ko hajbel, krompir ni izrasel, pa še tisto so mišel videli, kar je bil. Gremo v keller, pa je bil tak lepuč krompir, je del keller, v koti. Prav, je kao te pojeli. Je tule kar res njavče nav te vzeli. Pa je bilo. Pa pohljil. Sta pa bil dve krav, 2 teljeta, pa takišen voličk mejhen, pa 2 kojna. Takrat so se pa kar malo zmajala. Je pa bil, je prav, ki so pa krave snjal, znal sem jih. Ja, kdo jih je znal, ja, nisem poznal. Pride pred hlev, s parem kojn, 2 možakarje, obrne, gre v hlev, pržene tabuli, krava s hljeva, pa teljeta 6 tednov starega imela, pa ga je na vus pod mreže dal, teta gre je, kaj pa tu je, ti vod, če ne bom še tebe dal pod mreže, pa poviš, kaj boš. Pa je da. Drušč je bila spet, smo za teljeta in spet krava ratala. Bila dobra krava. Je imela tudi 14 dni starega teljeta, pride rudel, kaj je mu odkup, gre po hlev, vzame škarje, krava zastriže, tada krava jutr ob 9 pripelje v hrač, pa teljeta. Evo, takele zadeve so bile. Pa sta ostali še 2 kravi stari, tiste gorenke smo še imeli takrat nekaj, samo one so bili pa vodnih kravi, tiste gorenke me ni vzel. Evo, pa gresta tiste 2 možakarje v hiše, prav tle podpište, sva videla, da ni, podpište, da sva bila, pa njema dala objema, vsak njen kozarček šnapca nalila, ven štamparje, a je spil, pa je drug dobil. Pa ena klobasa je dala,
Krh je pa bil pehar, sta se pa pogledali, prav, skohaj pa ta kruh. Ja je dala malo koruze, malo ječmena, pa malo fižula. Evo, ta kruh smo bili. Ti pride ta deca na Ljubljanca. Dol sta pa dala od sebe. Pride vmes tako dol, Lojza, smisel, da me bo spraskala. Ja, ko hast tem decom dal požrit, ker sta taka dol taka pršla. Snjal prav neč ne videla sta, kako je. Od takrat je bil mir. Pol je pa bilo tu že 5-6 let. Je pa brat kupil motor, ta težk. Prav se je pa malo hodil, ki je na Logar še žen, ki je reč greva v Rode. Jaz pa vesel pa greva v gostilna tam pa cirku, pa se od možakar tam tukaj prmis pa. Enkrat pa tuč me gledal, greva ven, pa me Habne tukaj prav, a si ti Koširjev zgodila? Snjal, ja. Kako ti je pa tista koža ratala tam kevdar? Snjal, kakšna koža, ti vodi jel, sem čit videl. Smo pa na kravo šverc pobili, sem pa iz ta kože strojil. In ja še danes verjamem, da ne bi, ker bi pa za tista kože povedala med dva, in ja bi pa bil en let pa pol zaprt. To je bil takrat tuk strohto. Tudi iz Gmajna so precej vzela, ne? To ni bil. Pri nas so pošiljali za obvezna oddaje 9000 kubikov. Vsekali ho, da boli čut. Preca 3 redovnina, bedneče cirkov. To je bilo na vrhu pod Hlavtem, to so bile, smo rekli, po 90 vele, jevke. Pa po 9 hlodov, po 4 metre. Vrhačica kar v meje zametavali. Tu so na Ljubljanca žagali takrat, gor delavce dali, tu so sekali, povozili. Tu so žagali take prahe železniške. 2 metra 60 dolge hlode so žagali, so jih volili gor, ker ga ni mogel vleči. Pol Cvetovtle pa ženske so bile gospodar, gozdar je bil tam nad Zalovom, Kozirk, je bil friš možakar. Je dal, a ne morate drvod neč da bi sem nam? Ja, je dal, mene pokličeje, jaz moram prit podkazati. Mi oni povejo, kar naj gre. Še prijed pa Nemci skoraj 4000 kubikov od une ceste tle, pa kadol da piška so posekali 100 metrov širok, pa zarašen gost. Tukaj je meja potekala. Ja, za meje. Kdaj so tu sekali? 41, 42. In vaša hiša Koširjeva je bila na nemški strani. Prvotni 9 mesecev od maja do novembra je bila meje tle po čist, pa gor imam Šedeje, pa kaj čez Prival pravima, imam Šeljevca. V Šeljevce je šla meja med hiše pa med hlivom. Tako da se čez meje mogli hoditi v hliv. Tle smo imeli korit na un stran ceste, smo žvina mogli goniti, tako dol na voda. Na voda, pa so puštili, niso neč tam legla. Straže na križiš, pa niso nič ubirali. Smo pa, to je bil Koconove, so celili Nemci, pol so bil dol hlapci, dekle, Kocon je bil kar Vinetov
In pol so tako začeli gledati, da bi malo tle žvina pa tu spravili kodol, pa so se zmenili. Pri nas znajo žvina kodolna voda, lih takrat pa so jih našli primešali, pa so jih nali, vruhljiv, pa so krvine ta prši deskat. So kar precej žvine. Tako so imeli žvine, kako so največ deleč okoli tudi. Kako je fizično meja izgledala, se kaj spomnite? Kako? Kako je v naravi to izgledalo? A je bilo kakšna ograja? Ali... Ne, to je bilo, takrat je bilo čist tako. Pol so pa začet novembra, so pa meje malo zasukn, pa tleko gor podeli na kilometer daleč. Lih gor, kaj tisti križor po cesti. Lih tam je šla čez meje. Pa je pošla čez Volvrh, pa dol čez Koconovo gost, pa čez naš, čez dva hriba, so posekali 100 metrov na širokem. Toliko so na širokem posekali, kakor so ocenili, da je smreka dolga. Da če bi jaden posekal, da bi čez meje padla. Meje, pol tle gor na našem je bil stolp, samo maketa gor nakaže. Stolp, pol pa 2 metra visoka mreža, pa bodeča žica, pa še 4 metre širok žica bodeča, pa mine. Vse je bilo tu čist. Se pol je očeta mojega starega gor mina ubila pri tisti meji. On je bil tak siken, videl Nemce, ki so šli z lopatom kor skozi, pa ko so šli nazaj, z njim kaj so delali, pa šel gledati, pa jih na mina prišel. Katerega leta? Katerega leta? 42. Lih pred Svetim Martinom. Ne, 11. novembra, ne tako. To se pravi, v tej hiši, ki vi zdaj živite, po vojni ni bilo več moškega? Ne. Kaj je bilo s fanti? To se pravi, ata je že mina 42. ubila? Ostali? Očeta je mina ubila 42. Sta bili 2 hčerki njegov, pa žena, mati. Pol sin Jokl je bil domobranec, je bil 42 let star, pa še nič oženjen, ki se mu niso pustili. Oče je tega vajta naredil za hčere, pa za mata, da se bodo motnili kodol, one niso tle jeti kodol, ta se poželjt ni smel, pol po vojski šel z domobrancem, a ni bil več. Brat moj je bil, kot domobranc tle, je šel na Korošk, stric je bil gospodar, pa tudi domobranc je šel tudi na Korošk, vrnil se pa bedni, 3. A Nemcev, Italijanov se kaj spomnite? Ta prvi so bili tle Italijani. Italijani so bili žvirce, kradli, bab niso mogli pošli pomiriti. Tako bi pred njem, res so bili nekulturni ljudje. So bili pri nas tle, kot je bila tista vajta, ki so Marko tu dala pol. Tist noter so bili Italijani. Tu so bili fašisti, pa karabineri. Karabineri so bili, kako bi dejal, disciplinirani, niso nič prizadeli. Te fašisti tu pa kradli, kar je mogel kot prav težave so bile z njem. Pol so prišli Nemci pa kulturni. Ni bil tle z nobenih težav, v Lučnah so bili hraničarji, pa policisti. Policisti so sam skozi na patrolah hodili, hraničarji so pa hodili gor na Povčk, na straže,
tisti so pa bili Slovenci, Korošci. Komandir je bil Radij, lih tisti je mu tale Julka, ki je dobil na vir. Par kul so imeli, pa naš voz tak zapravljen, so se vozili, žnimo kul, pa zmeram ta Julka še prvo so imeli, večkrat v hiš. Pa čiči govorila nemško, deklica. Spala je pa gor naprej, sedjala pod Štefanu, tam je pa spala, sta bila za stara človeka gor, je bila gor, pa so skrbili, so dali hrana, vse, kar bi treba. Po vojsk je pa sem zginila. Je pa v Ljubljana on dal en žensk, ki so bili hudi partizani. Pol je pa med vojska tle prišel, enkrat se spomnim, stric je bil doma takrat še, ne še Dombran, ni bil še tle ustanovljen, pa potolče zvečer po oken, pa gre odprit, pa stopi nocer, prav, pisne. A viš kaj to? 8 šnopcev, piše, to je bil štampar šnopca, ne. Pa je stric rekel Štivelč, pa prinese flaše, pa da komandiri tam radili. Pa sneh padal z njej, da se ni videl nič na kamer. Pa prav, pa tistim vojakam natoč vsakem kozaček šnopca, pa je njem dal povedi, da ne gre gor na meje na patrole. Pa niso se še v hliv. Pa povedal, kdaj se ne vrneje, on pa vzame tista flaše, pa v hiše. Pa svedek je zamenjal ga, jaz pa gor na peč, pa sem poslušal. Pa prav, jaka, da se razumemo. Pa imel sem za trdega Nemca. Prav, da se razumemo, jaz sem Slovenec kot ti. Jaz sem doma iz železne kaple, prav, jaz sem neštetokrat skozi prevozil motorjem, vse prav, jaz sem bil gor pri trgovcu, trgovski potnik. Bil v Žereh, Gorejna vas, Horjuji, Polhograd, vse to je začel naštevati. Pol pa govoril. Prav, domobranci, to so res domobranci, ker bi teh bilo, bi Nemci delali tako kot Rusi. Pridejo v vas, cela vas. Postroje, ljudi odženejo, vas požgejo, je dejal. Tle, ker so te, tu drži gor, je dejal. Je dejal, tudi partizani. Ne bi živeli tle, ki bi nabil domobrancev, zato ker bi zdaj ne delal nabil. Ker ne bi bili ljudi, da bi imeli hrana. Je dejal, bodite pa previdni. Je dejal, 3 velesile so podpisale sporazum, Jugoslavije bo dobil Broz Tito. Je dejal. Pa poveš pisma. In Slovenije spada pod Jugoslavijo. Poglej, čiste dec povedal. Jaz imam radio, poslušam Anglije. Dec čist povedal. In to, če je bil, jaz na ovce pasu tega nam kozovca, dobim en tak oranžen list, pa sem bil slika na gor. Churchill, Roosevelt, Stalin, tiste velike 3 sile. Pa pisali vse. Pa je pisali gor. Vsi, ki ste v nasprotni vojski, se javite do 15. marca.
se ne bom nič zgodil. In jaz tisti papir vzamem, a nesem, sem pa lik strica v nahljivu, pa mu dam tisti papir in prebere, strga, vržek je, ja, rabi svenske, kako laže, pa vidiš, poglej. No, pol mi je pa volavec, si ga poznala. Je pa hodil k nam delat, pa mi je pa da povedal, da so šli v nedelje, so bili pa domobrancah, pa Šentjošt. Miha, Trčk, Rus, pa kdo je bil še 4 so bili. Ideal, pa ta volavec. Ideal, Gremak je, pa tam pri Bržnikov Malm, dobima tisti papir. Pa lik pred tem je bil. Ideal, pa še zmenima, kva ćemo narediti. Ideal, pa so se zmenili, pa noben ni šel nazaj. Gotov. Pa Šentjošt so domobranci mislili, da so jih partizani nekaj zajeli, pa da jih ni več. Tam je pa hodil en Podlipc, Vivar, en partizan Podlipsk. Jaz sem ga dobro poznal. Pa ni bil tak, kot so bili drug, da bi tukaj sovražno ali pa to. Jaz sem velikrat Šentjošt prišel, pa tam v Smreči je bil, velikrat tam pa Smrekari, pa ideal volavec, tam pa volavec se je pa velikrat vstal. Ideal, enkrat sta se prav srečala, pa ideal posluš pameten bod, kakšne naumnost navhajne, pa nič ideal. Pa takrat so se pa te skrili, pa hlije, sem pa šel jaz domov, pa sem mam, če Vivar kaj pride, kaj horci, v Režanci zmerom hodil. A viš, kaj gori na bajta, pa Režanci so bili prav, gor so imeli tista javka seljana, ne, so da ljudje gor, hrdi tak. Pa zmerom tisko gor hodil. Pa ideal povej mu, da sem se skril, da bi rač z njim govoril. Pa res pride. Hmalo, ideal pridem domov, pa prav mama v Vivar je ideal, da je jutro ob 9 bo doma. Pa res šel. Šel, ideal prav lep naredil. Rešil si se. Ideal takole je. Noben se nakaž, ne našim, ne vašim. Ideal, skrit bodite, kadar bo cajt, bom pa jaz prišel, pa bom vas šel z vam na Vrhnka. In točno, ideal, parkrat sva se srečala, ideal, ker bote še tudi 6 tednov pred razpadom domobrancev. Ideal, pa so bili v kup, tam v Plaznikov Majn, so se skrivali. Ideal, pa je shodila, enkrat so čuka dobil, enkrat so dobil od vseh teh, a veš, Rus je bil čamen pol. Pa res. Pol enkrat pa pride tam, pa prav, jutr pa bodite pripravljeni. Gremo na Vrhnka. Tu je pa bil že konc maja, že pol, že junije. Ja, pa res, gremo na Vrhnka, pride dol, pride noter, ja, v tele so se mi javili, tale pa tale datum, in sem jih prnotle prijavil, s tem sem njemu skozi pridveza, ja, ni ben nič prizadev,
Ja, pa se jih razdeli, so jali čez noč v te tle. Pol drug dan se jih pa naprijed se vsega posebej zaprli. Nič kot. Pa vse zaslišali, pa spustili, ta prvo se spustili Miha, ob 7. Ob 8 se spustili Rusa. Ob 9, ne, tako ob 10 se spustili Voljavca, tako ob 11 pa Trčka. Pa se šele domov, noben ni jedval za drugega. Ta zadnji je šel Trčk, je pa bil na čist Piškov Miha, to je bil z Botajnove Groboškarjev, drugač je pa preživel pa Pišk. Pa se je pa oženil Prčuk, pa na Podlipa bajta kupil, pa je pa dol živ, pa bil cestar. In je Trčk liho polne je prišel skozi, in je še polne sva molila, Trčk. In je zdajle bom pa šel ko gor, bom šel kar ko čez Plaznikovo Majna, in je bom predznama. Je šel, domov pa ni bil. A so partizani tukaj le med vojno kaj dosti okoli hodili, ali glede na to, da je bila meja? K nam so prišli en sam Ankat. Je pa lih, luna je svetila, pa smo sam videli, ko so se vlekli, ker smo dejali pod koritom, ker je bil korita pod Snorekam. Pa je stric moj Jokl je pa lih domov prišel s Kojnom, jih je pa videl. Pa ni drugega, kot Kojna je kar s komatom samo hriv zaprl. Sam spodovanjot, pa šel čez hriv, pa Pišk. Pol so pa tle prišel, pa niso nič nadjevali, sam za jesti bi rad, gotovo, tle so nam predzdali kruh, špeh je bil takrat naredil pa tu, pa prec, mazarjanka, pa polč le lih pred hiše. Se pa z mina bacačem od Piška gor vstrili. Mina padla, oni nič drugega, kar je bil na mis poberlo, tisti šnopc, tisti krh, pa se je odsvrnil nazaj kot po dolini. Tu se je z gorenjske strani prišel, z Lučen. Z Gola vrha. A je tudi tam? Ja. Tu, takrat smo jih videli, pa jaz sem jih videl vod, drugač, drug pa tle niso nič, samo pol. Po vojsk je pa bilo obupno. Tu pa pri nas, pri Pišk, pri Karvinet, pri Stovnik, pri Možinet, tu je bil narhuj. Vse po grad, v pit hodili, tu ni bil dnje, da noben prišel. Prav skrivat smo se začeli. Pa nas so pobrali gor, očivanke, kar je pa narhuj vade. Pa ste kakšen papir kdaj dobili za vse tisto, ali so samo odnjasili? So vam dali kakšen papir, ali so samo odnjasili? Sem odnesli. Kar smo pa podoli, dajali za obveznost, so pa dali papir, še vede pa tudi plačali. Tu se pravi, vol 750 kg težak je bil 12 jurjev v Rimu. Ker ni bil za pol kontacije davka. Tam, kjer je bila Slavka doma, tam je pa bil pa cela vojska, je pa bil pa še hud kot tle. Tam so pa partizani čisto vse pobrali. Pa to večer za večerom hodili, dokler je bil vhljivkej, da je bil za naprešt, je mogel jedni pelet, pa ni bil ne volil domov, pa ne nič nazaj.
Vesel je bil, ki je peljal, da je sam prišel. Sam, ja. Ja. Vi ste bili kod rojeni? Tam v Vrbovnici, Paratonček. Vrbovca je spadala pod Gorenjo vas? Odlične. Pod Lučne je vse Ja, pasalo. če tam je, Pa, za pogledati, bližje je. ja. Tlek je čez bil pol ur prišel. Vaša hiša je bila bolj na samot. Ja, takole so bile. Sosedje, ja, kar... Ja. Ne še toliko, smo bili kar blizu. Pri Lazarju, Tu razen, kad te prpiš, parjureš, parkarinek. Ja, morda še toliko ne skrbi. Ja. Koliko je bilo pa vas v družini? Kako je bilo pa vas? Ja, 9 je bil nas otrok. Ja. Pol pa, takrat, ko je ata šel z omobrancem, ko so šli na Korošk, lih, a je malo pred, je pa Franc lepo bil stari, 17 let je bil stari, šel v nemško vojsko. Pa smo pa sami otroci stali, pa mama. Aha, to se pravi, najstarejši je bil Franc. Ja, Je bil rojen 25. 25. Ja, 25. Imeli ste kmetijo doma. ja tako, kmetije, no, kar se vidi. Zgleda. Ja, no. Lepa kmetija, prav. Drugače se je šenica, pa tako so je fest partila, tam veliko krat je. Res, tako da lih brez kruha nismo bili. Sam se pa, kadar so prišli, kadar so videli, da se je iz rajfnika pokazali, so bili kojtle, pa so celo peko odnesli. Pa kar večkrat. Sem imel mehen krat, še sem imel bunkar tam v manj, pa ni videl. Ja, Seveda, sem to je soseda posledovala, ja, pršenic. pa sestrična od mame zna. Ja. Tam so čist bili na to drugo stran, pa vedeli vse se vede. Tu so bili kakšni domači partizani ali so odkot prišli, z kakšnih gorenjskih krajev? So bili Svoj domači. v Bukovcu so vozili na več, pa v Troh, pa take stvari. Tisto, kar so nakradli. Tu se pravi, pol so hiš prišli in pobrali. Ja, pa pelali. Pa tiste, dokler so bili bolj, pa tu so, tako če ni bilo kajno pri nas še. Je mogla je napeljati, pa je tista, no pa pri sosedih tak, navrška mama. Pa tle pa sta pol prišli domov. Pa prazni, pa se vede. Tu se pravi, Franc je bil mobiliziran v nemško vojsko, kaj pa ostali? Ja, to drug So smo bili mlajši? pobili. Ja, So pa bili seveda. otroci. Manca je bila, ta stara je bila, seveda, 2 let mlaj. Sami takli smo bili, šolari pa še, ja. Ata je bil pa pri domobrancih, Ja. v Lučnah. Kdaj je šel najprej vaški straži verjetno? Pa ni, a je bila tam vaška A ja, ne, je bilo- Ni bilo. Ne, tam so domobrance pa ustanovili. Ja, Šeljovc je bil. In Ata je bil pole kar na postojanki ali je bil doma? Na postojanju. Je, na postojanki je bil, drugače pa prišel velikrat domov, no, tako se spomnim. Po vojni, to se pravi, maja je šel na Korošk, Ata. In Nazaj v Loko je prišel, ko je šla mamca enkrat s kolesom po Kohorda grada, ne pa ga je še videla skozi okno. Pol pa nismo nič več videli. Zdaj. kako ste pa pole živeli? Je delala otroc, vse, joj, mamca je kosa klepala, pa vse tako gleda, ne, nekako. Tako da smo kar delali, jaz ne vem. Mama je bila taka gospodarska ženska. No, tu ja. Res. Aha. Tudi je imela dost, ja, ona je hodila v 8 letka v Polane, je tudi znala tudi nemško. Tudi nemške je znala, ko sta šla pa mama, no pa se tu, da se je izgovorila, ne, z Nemcem. Res je bilo, tisto je bilo dobro, ja. Pisala je to, pa zmerom
kaj pisal, mu je odpisovala pa tako. A so Nemci tudi kdaj se ustavili na vaš kmetiji? O ja, tudi tam, pri nas. Ja. Enkrat je bil tako. Partizani so prišli, pa so pa vsi sil teli jet na Kozlic spat. Pa so res šli pol so pa, drugi dan so pa prišli Nemci, se pa že tle od Navarn, kak je videl, on so videli, pa gredo gor v Majna. Ker ni bil deleč, ko gor v gozd. In so jih videli pol, pa streljali, pa se so takrat ubili ena punca, pa ne vem koliko. Dva partizana. Ja. Pol pa kje prišli, pol pa nas, a ne. Tu so nas vse pred hiše postavili, pa da bi nas pobili. Pol pa gre eden v hiše, povedal od Francl na slika v hiš, ki je bil v nemški vojsk, a ne, pol se pa začeli malo jenjati. Pol se nas pustili. Stisnih je rešil. Ja, čist. Ta slika. Čist. Ker ne bi drugače verjelo, dolje. Pol so oni, ko so prišli, joj, koliko so bili, samo z očetom so govorili te svojci od teh partizanov. Na punca so dejali za zdravnica je študirala, ne, pa koliko smo je težko zdrževali, popravili pa tle. Pa komu drug nismo bili čist, neče pa že jih nobena, ne. To je bil, ja, so prišli več, se pol se je malo dol bližje, tako da je bila tle že na snežje pokopana, pa se je pa prišli enkrat jeskat. Aha. Ja. So jo kar takrat pokopali tukaj? Ja, takrat so jih horil v Majn, pol so pa se vedel, oni so zvedeli, pa so prišli svojci, pa so je tle dol tukaj. Drugače pa še niso smeli tako dotovne. Pol se je pa prišel čez nekaj let jeskat, ja, pa se je domov kohortala. Sem videl, da je bila Sevcev, no. Aha, Sevc. Ja. Aha. Ja. Ja, to je pa bil, ja, takrat so pa res, to je pa šlo vse kar. Po vojni ste za očeta pa jih malo zvedeli, ali kako, a ste imeli kakšno vest o njem, če ga je Mancev videl v Škofji Loki? Pol pa nič več. Nismo nič več zvedeli. Takrat smo preč videli, da so v Lok, vojsk. Pol, to so tudi kakšni partizani je tudi povedal, tako da je prišel na dan, ne. Smo videli, da so v Lok, pa smo videli pol, da so v Šentvidu, pol so pa začeli hoditi domov, ti mladoletniki, pa ta star. Tle je prišel bil tudi dol Malovrh, ko sem v Malovrhu takrat tle prkacuni. Pa je Sjenov Crstvanina, pa tam Zlučnih je bil nekaj, pa nekaj mladoletnikov je kar prišel nekaj. Vedel se je pa čist, da je hiter, da katerega pa njega pa ne bo. Se vidi. Ko so bil tudi res sosedje tajki, oj. Šimc se je pol že čist nazadnje opravičoval mam. Je tev imeti, kje je djel, Marjanca že to vdovno zaspi, je djel žena, ne. Je djel prid kakšen večer. Je tu je Šimčov tla, ne. Pol pa prav Šimc, se ni tu hodi djel, kot Marjanca govori, drugo je huj, je djel. Marjanca je bila soseda, Ja. sestrična od mame. Ja. Pol pa prav Šimc, drugo je huj, je djel. Je djel, jaz bi jata lahko rešil, je djel, pa nisem, je djel, če mi moreš odpustiti. Takrat je umiral. Pa ko so tudi pol do noči so zaplenila, ne. Je djel, jaz bi vse to lahko rešil, je djel, pa nisi. A je bil pri partizanih? Neč ni Se bil. ni bil. On je bil že malo stari, ki je pa bil ta človek se res. Tam je bil je pa, tam je bila Javka, Tam so se zmeraj skajali. To je najbližji sosed, ki je skoraj. Pa je hodil, vsak dan je šel učne k Nemcem, domobrancem, kot vseljevc,
hodil. Po vojske bo pokazal, koga je. Gotovo. Jalno bi govoril človek, jalno tako lepo. A recimo po vojni Kata ni bila več nazaj, a je mama pa z otroki se kdaj o tem pogovarjala? Ste se o tem kaj pogovarjali ali vas je bilo strah? O, seveda je bil tisto pa. Mama ni prav rada govorila tega plavnega. Se je še en stric bil od ata brat. Tisti se je pa skrival, pa mu je nosila jesti, pa kodar je bil kot tam najen, pa kjer je bil naravno je, ki po birtah skrilo, pa je nesla. Odkot je pa ušel? Ki je pa bil ta pred domobran? Hudo je tle. A je bil tle? Ja. No, eden je bil, dva sta bila. Tomaž. Tomaž pa Venci. Ja, on je šel z njim. Ta je pa pol, ko ga je oče spraševal, ta je pa že na Korošk šel, pa je gor nekako se rešil. Pa nazaj prišel, pa mu je mama nosila hrano. Ja, dokler se ni upal pokazati, ne. Pa je pa šel domov, se sta imela kmetije tam, to je bil pa že v Žurovskem dvoru. Ja. In je preživel in palej. Ja, pol je družino ustvaril. Tle v Lučnah je bil kuj stvaški odbor. Pa so pa hodili z Loke, z Krajina. Prišel, pa je imel listk, tak, pa je bil črn, bil rdeč. Zdaj pa je pa sprašal tisti odbor. Za vsega posebej je imel podatke, koga je bil ta, kaj, kako, pa on se pa dopovedovali, pa če je še kaj videl, pa je povedal. Pol pa on je pa dejal tistim pisarji, počrtaj črne, tisti je bil za ubit. Bil je bil za spustiti. Rdeč je pa bil zdajalec. Moj brat Janko je bil domobranec tle. Pol pa na punca pride povedati, da se tam je bil Planiško vojaka v Žurovskem vrh, en prav zelo glasen partizan. Prav terarice so poslali za njim, kodor bo posredoval zanj, dobil 5000 mark. Zdaj, ja, viš, tega te bi to kar nekaj. Enkrat pride ena punca povedati tle gor, domobrancem, da so snoč gnali Planiškega vojaka čisto brez enega domu. Mora doma biti. Drug dan zjutraj pred postroje en vod, komandir voda je pa bil Preskar, župancem France. Pa greje. Kje? Obkoli je bajta, preiskava. Gor je pa bil moj brat Janko zraven. Videl pa je bila gor ena velika skrinja. Videl je tista skrinja odprem, pa so bile noter plive. Ja, pa mičkam popraska, pa so bledile. Pa je bil not. Videl je spanižil za nazaj, pa tiste plive gor, pa zaprem. Pa grem, snjel gor ga ni. Pa je bil. Ma upila, da je prijed jedem za pijače nosila, pa da nič naveza in pa da navil kaj. Pol pa Janko pride dol, je pa upila, da ga ni, pa da ga že vilit naveza in pa navim kaj. In da mat, bodte tih, da nahajamo že s čim 60 tisna drugo. Pa ni nič povedal, je povlikrat, zaradi mene ne bo noben umrl, zaradi moje kugle ne bo noben umrl.
To je tle malo drugače, vsi se to govori, na Muranci. Antrije so bili taki. No, po vojsk, sem pa jaz tega odprko za odskosil, pa prijav nekaj skozi vse svetu partizan, včir. Prav, čau pa ti, ja, tle. A mene poznaš, sem ja, tisti pa ne. A si za planiškega jaka slišal? Sem ja, tisti pa. Tu sem pa jaz videl. Ja, pa lahko mojega brata rešiš te v tebe. Kdaj me je rešil? Ja, takrat, ko si bil doma obvezan v plivah. Kje je ti streljal? Sigurno je vlog streljal. Pa to je en cajt gleda, neč ga nam rešil, ja, kukaj pa drugih lahko povedal. Poglej. In tu je bilo malo po vojni, takrat, ko so bile še vlog. Maje, takrat. Ko se je vlog imel, vidiš, se pa bili. Me prav eden v Kočevi smo bili, pa eden stal tam v Parjam pa naslonjen te na ograje, pa je ti že, v drug že, je mislite, tisti, ki smo pa bili zraven, je pa drugače mislima, pa je pa povedal. Jaz sem bil že tle privezan v skupin, po 14 se jih vezal v kop. Jaz sem bil privezan, pa pride eden z motorjem, pa pride kje, pa pravi, s tem bom pa jaz to računal. Pa me odveže, pa me žene, oblične cunje. Tale bluza oblič, pa tale kapa. Pa si širi na motor, pa sta šla, v Ribnica, bež skri se, pa nakaž se. Bom jaz že prišel pa drugo cajt. Pa je res dol, pot sem šel, pa med sta ženska, nekaj zakaj sem, lopotnike sem vzirna pa postavila se za jest. A ne 3 tedne, enkrat pa pride. Je mu cujne, obleč se. Pa sta šla, cona A, pa pejt pa si italijanski policiji javil. Pa ne javljaj se domov. Poglej, partizan, sosed, pa konec niso imeli okop, pa me je rešil. So bili tudi dobri. Pa je Maršolovega Jožeta lih tako rešil aden, pa je Jurčkovega Jožeta lih tako rešil. Maršolov Jože je bil na mitnic na Viču. Domobranske, se veš, tam, ko so kontrolirali, ko je šlo v mest, ko je on. Pride eden skoj namanjkat, pa je jemu futar, pa vos, malo čud se mi zdeli, ki je bil tak hlabopoden, pa tu, pregledam, pa so bili od puške pa municije. Sam se je vzel bež. Pa je bil. Po vojsk sem jih imel dol na Viču, pa vojašnic, domobrance, vse tam postrojene, za v Kočevje, pa pride skozi. A si bil ti na mitnici? Ja. A si ti peljal puške? Ja. Sem odvezal me, veš, pogled. To, če bi mogli nekaj še najviše. So bil tajk, ki je rešil. So pa bil tajk, ki njemu umil. Medva so otroke so lih tako. Ta prvi let, ki so se poročili. Sva se februarje, pol celodnevno čišenje, pa še zjošt, marca,
je bil še takrat 3. marca, veš, pa so tisto, ko si bil še zraven, takrat, ko smo spremijeli na sobota. Je pa bil en pater, pa je bil prav za vzgoje otrok. Je delal 3 važne stvari se za vzgoje. Prvo, ki mu boš ukazal, če se ti bo uparil, mu nasmeš ho spasti, pa se ti nikoli ne bo več uparil. Drugič, tu je ena najvažnejša, da se starše priče otrok ne prepirata. Tretja pa, da se navad, delovnih navad, to je pa najbolj važno. Medva so tu država. Pa se je obreštvala dobro. Pa tu je prav poudaril, če en otrok ukaže, da mu ta drug ne da potuha. Tu je pa najslabiji za otroka. Da mu ti ukažeš, en bo podjava. Peter bo podjavil. Ne, puš ga primir, če mu ni zato. Tu je pa naslabno. Medva, hvala Bogu, stokrat hvala Bogu. En dan niso imela težave, pa ne z doma zadel, pa ne pol, pa ne na koder.